Z nami je Boštjan Simon, saksofonist, skladatelj, glasbeni pedagog, ki muzicira v različnih postavah in kontekstih, sodeluje s številnimi slovenskimi in mednarodnimi glasbeniki, muzicira v džezovskih, rockerskih in elektronskih zasedbah, igra v big bandih. Decembra 2019 je izdal album The Ark z džezovskim kvintetom There Be Monsters. Na letošnjem 61. Jazz Festivalu Ljubljana pa nastopaš v sklopu novega audiovizualnega tria Etceteral. Predstavljate svoj prihajajoči prvenec. Poleg vas pa v triu ustvarjata tudi bobnar Marek Fakuč in dalmatinka in intermedijska umetnica Lina Rica. Fakuč in Rica sta sicer tudi člana zanimivega elektronskega audiovizualnega kolektiva Marta Fakuč. S Fakučem se poznata že iz Nove Gorice, srečevala sta se v različnih okoljih, denimo na festivalu sodobne glasbe v Goriških brdih, ki poteka pod okriljem bobnarja Zlatka Kavčiča, in skupaj tudi improvizirala na pesniških večerih. Lani sta v samoizaložbi izdala tudi demo posnetek s 4 skladbami in pozimi nastopila v Kinu Šiška. Kaj vaju je pravzaprav motiviralo, da skupno muziciranje in druženje razširita v glasbeni projekt Etceteral? Mareka poznam že dolgo časa, že iz Nove Gorice, kjer je bil član različnih zasedb in med drugim tudi Komba A Zlatka Kavčiča, v katero sem tudi včasih jaz gostoval. In potem sem ga srečeval in z njim sodeloval na ob različnih priložnostih, tako. In šele leto in pol nazaj, je Marek izrazil željo, da bi naredili nekaj skupaj, in midva sva se lotila tega spontano, se pravi iz tega, kar sva bila vajena že prej, se pravi prosto improvizirana glasba, ampak sem poskušal v ta duet uvesti še malo elektronike, ki je tudi moja ljubezen, in na začetku je bilo to zelo kaotično, zelo tako fajn džemanje, in naknadno sem pa potem odkril eno tehnično zmožnost enega mojega sintetizatorja, namreč, da lahko Marek z bas bobnom sproža določene note, in nato sem začel komponirati sekvence na tak način, da so postale v bistvu elektronske sekvence en tretji člen tega dueta sicer, tako da je prišlo do te elektroakustične simbioze potem. Tako da to je bila v bistvu ta prva naša, začelo se z džemanjem, in potem zaradi teh novih odkritij smo se bolj podali v neke take bolj zaključene celote, zaključene komade in to začeli potem tudi predstavljati. Lani sva prvič nastopila v živo, prvič nasploh v Novi Gorici in od takrat naprej že povsod po malem. Pa zdaj tukaj na festivalskem odru Jazz Festivala se vam je priključila tudi vizualna umetnica. Zdaj ti v bistvu že imaš neko zgodovino dela v audiovizualnih kontekstih. Na primer, spomnimo se zasedb Litošt in Kontejner Doksa. Kako sta pravzaprav prišla na to, da sta glasbeni dvojec razširila v audiovizualni trio, in kaj pravzaprav želite doseči z takšno vizualno razširitvijo?
A gre samo za scensko nadgradnjo koncerta ali so tukaj na delu še neke druge, mogoče globje povezave? Ja, v bistvu, ko sem slišal ta njihov kolektiv, audiovizualno improviziran kolektiv Marta Fakuč, me je to zelo spomnilo na moj prvi take vrste band, ki se je klical Vanilla Riot in s katerim sem nastopil leta 2012 na Jazz Cerkno. In zelo me spomnilo na to interakcijo med zvokom in slikom in na to, da so te stvari narejene namensko, se pravi, da ni to kolažiranje, neko video kolažiranje, ampak je prav, da so neke namenske vizuali, ki so narejene prav točno za ta zvok. In sem se navdušil takoj nad Lino in tudi potem sem opazil na koncertih, recimo John Hopkins, pred Johnom Hopkinsom je bil Shakuza in ona je delala vizualje za njega, ki so bile bolj všeč kot tiste od glavne zvezde. Tako da v bistvu, ko je dal Marek idejo, da se pridruži tudi Lina, sem bil zelo vesel. Ne gre samo za neko podaljšanje oziroma izboljšanje neke koncertne izkušnje, gre bolj za neko predrugačenje te koncertne izkušnje, ker ponavadi so na odru glasbeniki, v njih je odprta luč in gre se za neko vrste idolatrijo, kjer se jih gleda in je v bistvu vizualno precej statično vse skupaj. Tako da mi je bila že od vsega začetka všeč ideja vizuali, zaradi tega, ker koncert spremeni v nek dinamičen dogodek, se pravi doda neko dimenzijo, spremeni koncert kot iz neke statične slike v nek portal, ki gre lahko levo, desno, diagonalno in tudi mogoče spodbudi koga k miganju in k plesu, oziroma to, v glavnem, da ni stvar statična, da se stvar bolj premika, da so vizuale narejene, so generirane v realnem času, se pravi, da niso to sampli od že obstoječih zadev, ampak se v bistvu organsko kreirajo tekom glasbe in tu je zelo pomembno, da na njih vplivajo zvoki, ki prihajajo z odra. Se pravi, tukaj pride do neke vrste interaktivnosti, neke vrste sinestezije, ker en zvok spremeni neko vizualno podobo, te vizualije. Tako da v bistvu to je neka celostna izkušnja, ki se hočemo približati. Ja, pa zdi se mi, da je ta audiovizualna forma izrazito naklonjena nastopom v živo, da ni običajno, da bi si tovrstne vizualne vsebine poslušalci lahko predvajali doma. Ampak, če se zdaj pomakneva naprej, izvorno je bilo načrtovano, da boste na jazz festivalu nastopili z zasedbo Derby Monsters, s katero ste nedavno izdali tudi drugi album, The Ark. Pa je te načrte prekrižala pandemija COVID-19. Dva člana zasedbe The Ark živita v Italiji in ni bilo gotovo, da bosta lahko prišla v Slovenijo nastopati. Zdaj, Derby Monsters je v bistvu mednarodna skupina. Kako vam kaže recimo za to poletje? Boste lahko koncertirali, boste lahko vadili? Ja, načrti so bili prekrižani z
iz jasnih razlogov in čakamo v bistvu, tako kot vsi festivali in manjši in večji organizatorji koncertov, kako se bo dogajalo s temi odloki in koliko bojo lahko ljudje gostovali koncerte. So že neke iniciative, da bi se lahko začelo počasi igrati tudi, ne, ampak načeloma imam v planu imamo, da naredimo eno tako mini slovensko turnejico v jeseni. Se pravi, da smo to predstavili šele na recimo, ja, pozno poletje, jesen. Bomo obiskali tudi Ljubljano verjetno. In upam, da se pol vrnemo na kakšen tak večji oder ob kakšni drugi ediciji. Kako pa je recimo pandemija vplivala na pogoje ustvarjanja, ne? Prej ste rekli, da v bistvu vama je z Marekom šla na roko, ker ste se res lahko fokusirala in predala delu. Po drugi strani si pa, recimo, če govorimo o neki mednarodni zasedbi, si pravzaprav težko predstavljamo, da bi pa zdaj nek band lahko vadil preko Zooma ali preko nekega video streama, ne. Nasploh so mednarodne zasedbe zelo težko se jih vzdržuje, ne, in tu imam osebno izkušnjo z mednarodnimi zasedbami, kjer je že zelo težko dobiti ljudi na kup, no, in zdaj so ta virus je vse te poskuse tudi zelo oklestil. In srečo imajo tisti, ki v svojem lastnem okolju, v svojem miljeju dobijo ljudi, s katerimi lahko muzicirajo in se dobro razumejo. Za mednarodne zasedbe so zdaj težki časi, ne. Najprej je ta že Italija je tako zelo prizadeta na tem področju in so v bistvu bili zelo dolgo časa zaprti najprej v svoje hiše, potem v svoje mesta in potem v svoje regije in šele potem se bo odprla država, ne. Tako da oni so imeli dosti žarišč in za njih bo zelo težko. Koncerti preko Zooma in preko teh streamingov so v bistvu neke vrste izhod v sili zdaj, ki so ga vsi našli, ampak jaz srčno upam, da ne bo to postala neka nova norma, ker je dosti lepše igrati za živo publiko. Pa mislite, da bodo posledice te pandemije na glasbeno sceno dolgoročne in če bodo, na kakšen način? In pa kje vidite možnosti za učinkovito prilagoditev novim razmeram? Na prvo vprašanje ne znam odgovoriti, na drugo pa mislim, da se že kaže, kako organizatorji izkoriščajo to priliko, da predrugačijo malo program in grejo vseeno naprej s festivalom. Nekateri festivali so mogoče malo prehitro odpovedali, no, vse skupaj, ampak je pa dosti takih, ki v bistvu zrabijo to možnost, da dajo šanso domačim glasbenikom, da je več domačih glasbenikov pride do izraza na ta način. In če bi vsi slovenski festivali to počeli do konca pandemije, mislim, da bi imelo to en zelo pozitiven učinek na celotno sceno. Festivali sicer mogoče bi imeli malo manjši obisk, ampak bi imeli tudi dosti manjše stroške. Domači glasbeniki bi imeli kruh, ne? In mislim, da to je ena taka iniciativa, ki se počasi vsi začnejo, bi bilo dobro, da bi se vsi poslužili, no. Tako, predvčerajšnjem sem
ravno bil deležen velikega gostoljubja strani Zavoda Sploh in Tomaža Groma, kjer so v bistvu prav ta namen, ker niso mogli izvesti programa neposlušno v prvotni obliki, so ga redefinirali v neki bolj lokalni ravni, ne. In mislim, da to je ena zelo pozitivna iniciativa, ki bi jo bilo pravilno kopirati in se učiti od nje. Torej, vaše stališče je, da v najboljšem primeru bojo nove razmere pravzaprav okrepile lokalno sceno, a ne? Tako si jaz želim in jaz upam, da bodo to videli tudi ne samo organizatorji, ampak tudi sponzorji in da se pol mogoče tej festivali ne bojo tako hitro ustrašili in odpovedali vsega, ampak mogoče samo predrugačili svoj program. Ja, to si želim, da bi bil ta dober izid. Okay. Hvala. Hvala, Katja.